Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi čudovita ženska, ki se je pred očmi javnosti iz mlade punce razvila v eno najbolj prepoznavnih medijskih osebnosti pri nas. Je voditeljica, igralka, plesalka, vplivnica, ambasadorka, lepotica z naslovnic, zaprisežena Prekmurka, ki v prostem času rada kvačka. Z mano je Melanie Mekicar. A sem skoraj vse povedala, kaj vse počneš? Ja, zelo lepo si mislim, da zajela vse. Kako se pa ti predstaviš? Kaj ti sta prva stvar, ko rečeš? Sem Melanie, sem... Ko pa res rečem, ne vem, veš, če sem govorila vedno plesalka ali pa Prekmurka. Aha. Ja, se mi zdi, da so bili to vedno ta prvi nekak pridevniki, ampak zdaj pa, ne vem. Bolj tako. voditeljica. Ja, Igralka mogoče. Ja, tako. Po čem te pa najbolj prepoznajo? Zelo različno. Se mi zdi, da v zadnjem času je bilo največ skrito v raju, so me kar bolj pod to, ampak prej pa tudi petek zvečer zelo. Ampak ne vem, je pa, nikoli ne znam, recimo, ko nekdo pristopi do mene, ne znam vnaprej oceniti, recimo, ta pa me zihar. Kje te poznam? Ja. Mogoče generacijsko, je z televizija, iz ampak tudi to je zelo različno. No, zelo velikrat, ne vem, nekdo, kar res ne bi pričakovala, da me recimo na radiju poslušam, mi reče vsako jutro, ko se vozim v službo, te poslušam. Ali pa, mislim, ja, ne vem, tako zelo pisana druščina. Se mi zdi, pol se tudi na podlagi tega odločim, kako sem predstavila. V katero smer bo šlo. Ja, zdaj preden raziščeva vso to tvojo življenjsko pot, ki je v bistvu zelo bogata, sva prej ugotovili, sploh glede na to, da si še zelo mlada. Me pa zanima, katere 3 predmete si danes prinesla, da te malo bolje spoznamo skozi njih. Ja, okej. S čim ne začnem? Bom začela kar mogoče s tem. Prinesla sem vinilko Mamma Mia musicala. To je več pomenov nosi to zame. Prva stvar, vinilka, zelo imam rada muziko, ves čas me spremlja, ko sem v avtu, ko sem doma, kjerkoli. Vinilke z mojim zbirava, no, ker sva velika fana tudi vsega malo bolj nostalgičnega, bolj analognega. Fotografija na film, vinilke in tako dalje. Potem drugi pomen je to, da je Mamma Mia en izmed mojih najljubših filmov, če ne pa moj najljubši, ker sem ga gledala 100.000-krat. In nasplošno imam rada musicale, to je vedno velik del mojega življenja. In pa zato, ker sem mojega Markota spoznala medtem, ko sva delala musical Mamma Mia. Tako da ja, nosi zelo poseben del v mojem srcu, nosi ta musical specifično in nasplošno glasba, filmi in muzika, tukaj je pa vse združen. Sta že kaj prepotovala te lokacije, kjer so tukaj v Evropi snemali film? Ne, nisem še bila na Visu, to morim zdaj že, odkar je drugi del prišel, niso ga na Visu snemali, skozi težim, da bi rada šla tja. Grčijo ima pa tudi še, mislim, da kar veliko za raziskati, no, tako da to še čaka na ta prav trenutek, da greva tja na skijatost in vse to, ampak ja. Da bodo živita te lokacije, ne? Tako je, zagotovo. Tako da, to je prva zadeva, ki sem jo prinesla. Druga? Druga zadeva je moj malo umazan Kindle. To samo pomeni, da ga uporabljaš, ne? To pomeni, da ga uporabljam, tako je, zadnji imam še to, veš, da se tako lepo tem lahko ali pa da tako dam, ne. Zelo rada berem. Do zdaj sem pač brala samo fizične knjige, ampak počasno me je začelo zmanjkovati prostora v stanovanju in sem lani od mojega dobila strojsen dan Kindle in moram reči, da je v redni uporabi, no, sploh kadarkoli potujem in tako sem vedno tovorila s sabo one knjige. Vedno sem vzela 2 za vsak slučaj, če mi ena ne bo všeč vmes, da potem drugo začnem. Tako da zdaj to zelo olajša delo. Kakšne vsebine najraje prebiraš? Najraje berem fikcijo. Se mi zdi, da imam dovolj resničnega življenja v resničnem življenju. Na vsake tok časa tudi kakšno mogoče to self-help ali pa te zadeve, ampak rajš imam fikcijo, pa kakšne mogoče autobiografije. Zdaj nazadnje sem brala od Mire Furlan, Ime me rajši od vsega na svetu, priporočam. Ampak ja, najraje imam fikcijo, ker imam občutek, da je to kakor nek film ali pa serije, ki ful dlje časa lahko traja, pa ful več ene kreative ti se mi zdi spodbudi, ker si lahko vse predstavljaš in tako. Tako da to imam rada.
Zanimivo, ne, da si medijski človek, pa se takole zatekaš vinilke, pa branje. V bistvu res, ja. Kar malo ustavljaš tempo življenja, verjetno. Ja. Zelo imam rada te, to se skozi hecamo, da sem res hobijet, kot da bi bila v penziji. Pa kvačkaš, ne? Ja, in ko mi čakam, tako da pa puzzle sestavljam, pobarvanke imam rada. Tako res vam se mi zdi, hobi je zelo tako... Proti utež temu, kar živiš. Ja, popolnoma, res. Tako da to meni nekako... Brez tega, težko funkcioniram, brez teh mojih trenutkov, da se sam zabubim in sem doma in me noben ne moti. Da imaš mir. In pa tretji predmet? Tretji predmet, so pa noter, čakaj, da vam dam, je pa nakit. Tole je en prstan, ki je zdaj že zelo tak mal zelen, pa tako, ampak to je bil prstan, ki ga je moj lik Nina v Skrito v raju nosil skozi. V bistvu. Jaz zelo imam rada nakit, imam veliko nakita doma, ampak skozi nosim več ali manj ena in iste pač neke prstane, uhane in tako. In to je bil nekako od moje Nine, kako naj temu rečem, njen prstan, skratka, skozi sem ga nosila. Zaščitni znak. A so ti ga podarili, si ga izprosila na... Malo sem ga izprosila, pa tudi mislim, da ga noben zares ne pogreša, ker smo ga kar v njih 2 letih, ko smo snemali, sem ga kar znosila. Ampak ja, to pa zaradi tega, ker je ta projekt zagotovo bil ena taka prelomnica tudi v moji karieri. Se mi zdi, da me je tam marsikdo spoznal, ki me prej ni, ogromno enih novih vez, poznanstev, prijateljstev sem tudi tam dobila na tem projektu. In ja, jaz sem tako eno obdobje v življenju, na katerega se bom vedno z veseljem spominjala in to so take male stvari. Ful imam rada, sentimentalen človek sem zelo, imam rada tako neke stvari, recimo zdaj sem bila na Japonskem, mislim si shranjevala vse račune, vse. Pa potem to lepo urediš v kakšne albume, mape? Še čaka, zaenkrat to zaprto venem, ampak moram se lotiti pa narediti tak lep, scrapbook, ampak ja rada imam te neke mehne sentimentalne stvari, ki jih potem imam nekje na polički. Danes si pa tukaj tudi zaradi enega novega projekta. Vedno so neki novi projekti. Ta je čisto poseben. Si že bila v taki vlogi, na oder prihajata Žanom Papičem v komediji Sam prijatelja? Ja. Daj mi povej kaj več, vse nas zanima, kako bo to izgledalo, kaj lahko pričakujemo? Ja, mislim, da lahko pričakujete eno dobro urco, smeha, ene sproščenosti, tudi precej realnosti, se mi zdi. Ampak ja, Žanom pripravljava, sva pripravila gledališko predstavo, Žan je napisal tekst, je kar črpal tudi iz realnosti, tako da mislim, da iz lastnih izkušenj. Iz lastnih in izkušenj prijateljev in tako naprej. Jaz sicer nisem več na tem trgu že nekaj časa, ampak je on potem to nadoknadil. In nekako v bistvu romantična komedija, ki govori o paru oziroma 2 posameznikih, ki se spoznata tako, kot se zdaj ponavadi spoznajo, ne prek raznih aplikacij, se začne v posteli in potem se naprej ta odnos razvija oziroma ne razvija, moški, ženske, razlike med nami, podobnosti, tako se mi zdi en tak realističen prikaz mogoče nekih modernih zvez. In je Žan razkril, kje je prišel na idejo, da bi ti zaigrala z njim? V bistvu, mislim, da mi je prej imel še eno drugo, nek malo drugačen tip predstave v glavi, pa imel še eno drugo bejbo, pa je drače, pa kar je rekel, štartu mera, nisem je svetu, to mi da tudi Žanom so dobra prijatelja, sam prijatelja. In se mi zdi, da je vedel, da je lahko z mano zelo sproščenje, in da znava delati skupaj in da dobro delava skupaj. Tako da, ja, bom prvič v bistvu v toliko veliki vlogi gledališki. Sem že delala neke gledališke zadeve, muzikle pa to, ampak prvič pa tako, da sem res, da sem samo midva na odru dobro uro in to je to, ne. Tako da se ful veselim. Res. In kako drugačen je bil ta projekt zate? Ja, navajena si televiziji, radija, vodenja, zdaj pa na odru, živo občinstvo, vedno znova je prvič, ne, v bistvu, vsaka napaka se vidi, če jo ne znaš dobro zakamuflirati. Kakšen izziv je bil to zate? Mislim, zagotovo je več adrenalina, nekako se mi zdi, da moraš biti še bolj prisoten že pred kamero, moč biti prisoten in preseben in prizemljen, da veš, kaj se dogaja, da si te jih zapomniš, da si čustveno tam, kjer moraš biti. Ampak ko se imaš neko možnost ponovitve, ne, vsaj preden ljudje to vidijo, tukaj pa ja, imaš možnost ponovitve naslednjo predstavo, ampak ja, zagotovo rabiš veliko več iznajdljivosti,
neke improvizacije, pa tudi se mi zdi zaupanja v svojega soigralca, ne, v partnerja, saj neizbežno se bo zgodilo, ne, da bo nekdo nekomu nekaj zatrukiral, ampak se mi zdi, da če si dobro uigran in če je nasproti tebe nekdo, ki mu zaupaš, ki tebi zaupa, se boš nekako zavlekel iz tega. Tako da ja, jaz mislim, meni je, ko mi čakam, da vidim, kako bo ljudje to sprejeli, ker itak, mislim, da obstaja tak 3 vrste, mislim, 3 predstave, ne znotraj ene predstave, tisto, kar spišeš, potem tisto, kar se dejansko postavi, pol ta tretja čisto svoja predstava je pa to, kar dejansko potem ljudje nekako vidijo in sprejmejo, ker mogoče se je tebi zdela ena fora ful smešna, pa da bojo to se vsi smejali, ne, pa pogotoviš, da se na enih čist drugih delih, da jim pa napolno zadogaja, ne, tako da se mi zdi, da je to nekako potem dobi neko svoje življenje, ta predstava in se razvija, tako da res, ko mi čakam, da vidim, kakšno smer bo šlo. Se pa dotikata tega večnega vprašanja moško-ženskih odnosov, si se kaj novega naučila skozi to, te presenečajo, kakšne te, kot si rekla, ne, ti že nekaj časa nisi na trgu, že 7 let, mislim, da si dobro, 7 let, v vezi. Ti je zanimiv ta pogled na to, ja, kako je danes to, ta zmenkarije, kako se to odvija? Ja, v bistvu, če ne bi imela samskih prijateljic, bi mislila, da je to absolutno pretiravanje, pa tako ni šans. Da se to res dogaja. Da tipi, oprosti, ampak tipi tako razmišljajo, ne, ni šans. Pa vsem pri kolegicah vidim, da je to res in da je to realnost. Ampak ja, tako da sem bila presenečena, pa nisem bila presenečena, hkrati pa še dodatno hvaležna, da ne rabim biti zdaj na teh aplikacijah, pa neki, pa kjer je tvoja najljubša barva, pa kaj si po horoskopu. Tako da ja, malo sem dobila nek dodaten še appreciation za to, kar imam. Kar imaš, ne. Ja. Pa imaš, ne vem, mogoče kakšen recept. 7 let je za te čase kar dolga doba, ne, da si z nekom sploh v medijskem svetu, so stvari še malo bolj divje ponavadi. Kako pa vidva, ja, lovita ta čas zase? Tvoj partner je iz čisto drugega sveta, ne? Mislim, da je kaj, strojvodja. Strojvodja, ja. Imate kakšen tak recept, da si vzameta čas zase, pa da znata graditi ta odnos, ki ga imata? Ja, midva nisva ta človeka teh nekih velikih gest, pa bova šla na uno potovanje, pa ta vikend tja, pa ne vem kaj, ampak zelo rada loviva v bistvu vsakodnevne te neke trenutke, to če imamo vmes, ne vem, pol ure bova šla en krog, pa na eno kavico, pa tako, zelo sva prvi vrsti prijatelja, no, in se res rada družva drug z drugim. In ne vem, na veliko stvari ne bi rabila iti načeloma skupaj, ne bi rabila iti z njim, on z mano, ampak mi je bolj zabavno, če je on zraven, ker se pač res dobro razumeva in se mi zdi, da pol nekako to, če si najprej prijatelj, če si imamo podoben smisel za humor, če se, ne vem, zaupava si itak popolnoma, ne, je potem vse ostalo kar nekako steče, ne, oziroma tudi, če ne steče, če se kje zatakne, se znaš s tem spopasti in iti čez to, ne, tako da ja, v prvi vrsti bi jaz rekla, da dejansko, ja, prijatelja in to, da se dejansko uživaš v družbi drugega. Je on tisti prvi človek, ki ga pokličeš, ki se zatečeš k njemu, mu vse poveš, to je tvoj človek? Ja, absolutno. Najprej on. Ja, najprej. In ti zanj. Ja. Pa imata vseeno te poglede na vezo, 7 let je dolga doba, tradicionalno tako, da bi se nekoč poročila, ustvarila nek prostor, mogoče kakšne potomce. Imata to željo? Ja, mislim, v tem so se tudi zelo zgodaj pogovarjali, ker se mi zdi to zelo pomembno, da zelo hitro nekako vzpostaviš te neke, mislim, da na glas poveš svoje želje, no, in svoje namene. Tako da ja, oba, da bi se z veseljem poročila, predvsem zaradi tega, ker je to izgovor, da vse najne ljudi nabereva skupaj na kup in organizirava eno konkretno žurko, ker so se mi zdi oba, ne da so škrt, ampak tako, za svoj rojsten dan ne bi nikoli si to mogoče privošla, da bi vse te ljudi povabila in imela, pa tudi nikoli nimava recimo okroglih skupaj, ne, ker so 4 leta narazen. To pa se mi zdi tak super izgovor za žurko. Potomci pa tudi ne, vse ob svojem času, ampak ja, zagotovo si oba dva sva zelo družinska človeka in bi, če je to potem, mislim, v tem smislu tradicionalno, ja. Pa seveda razlog, da se lepo oblečeš, ne, v tisto, samo enkrat si lahko tako glamurozen na zabavi, ne, kot na poroki. Tako je, ja, pa se mi zdi, da sem se že malo
razvadila, zaradi tega, ker je tako velik del mojega poklica, so te neke lepe obleke, pa to, da si urejen, pa da te drugi namažejo, pa zrihtajo. Da pa se mi zdi, ker malo to zgubi čar. Tako recimo, ne vem, zdaj za tam decembra, ko so v trgovinah same neke svetleče obleke, pač mene to spomne na službo. Da moraš delati. Ja, ne na žurko. Zaradi tega se mi zdi, to pa bo tisti en moment, ko bom pa tako tukaj, bom pa tako lahko. Na plaži nekje, bosonoga. Bosonoga, tako. Ja, zdaj me pa zanima, prej v začetku sem že omenila, ko človek pogleda tvoj CV, kot da bi živela že nekaj življenja. Marsikdo res v celem življenju ne doseže takih stvari. Se kdaj tako ustaviš, pogledaš nazaj in si rečeš, wow, Melanie, v enem življenju, da sem že toliko doživela. Si hvaležna za to, kar ti je bilo dano, ne? Ja. In kaj, je bil to splet res garanja, srečnih naključij, vsega tega? Se kdaj vprašaš, kako to, da ti je bila namenjena ta pot? Ja, zelo sem hvaležna, da sem lahko tako zaposlena, kot sem zaposlena. In se mi zdi, da nekako sem že od majhnega sem si želela početi na nek način te stvari, takrat sicer bolj samo plesati, pa tako, ampak ne vem, vedno me je ta svet zelo privlačil. Nisem zares ful aktivno delala na tem, tako da bi zdaj se res, pa me starši vozili na audicije, pa pa levo, desno, res nikoli me ni noben v nič silu, vse sem sama, kar sem želela, sem sama. Tako da mislim, da je nekako bil, ampak sem pa ves čas trenirala, se izobraževala, ne vem, pa hodila v tujino na kakšne klase, pa se sam srkala, kjerkoli sem bila, ne, tudi če sem recimo tam samo plesala na televiziji, sem opazovala, kaj delajo voditelji, kaj delajo nastopajoči, in se mi zdi, da hitro potem nekako v podzavesti to pride in potem pa se pač par srečnih naključij se zgodi, ne, da te kdo opazi nekje, seveda se moraš pol dokazati, recimo na audicija, pa kakorkoli, da te vzamejo. Ampak se mi zdi, da se vse nekako tako naravno zgodilo ena stvar za drugo, da zdaj res imam občutka, da ne vem, da se mi je... Mislim, sploh si ne predstavljamo v bistvu zdaj, kako bi bilo, če ne bi tega delala. Ja, in tako moram reči, da včasih res, kam mi kakšne, recimo telefon me spomni, ne vem, to je bilo 2 leti nazaj, pa to je bilo 3 leta nazaj, si kar že kdaj pozabim, kakšne stvari posrečam, dobro si to naredila, ne. Ker dejansko se mi zdi takrat, še zdaj sem mlada, 25, kakorkoli, ampak pomislim, ko sem bila pa 21, pa še nič od tega, kar sem do zdaj doživela, nisem doživela, ne. Pa si mislim, vsaka čast, da si to tako sfurala, kakor si. Ja, vseeno si vstopila, ta medijski svet ni vedno najbolj prijazen, ne. Ne, niti malo. Si doživela kakšna ta razočaranja na tej poti in kako si se s tem soočala? Ja, zihar, veliko je bilo tega, ne vem koliko nejev, naj predem dobiš en da. Jaz mislim, da so največ tukaj pomagali moja družina, Marko, moje prijatelji, ker imam res okrog sebe tak krog ljudi, ki so nobeni v tem biznisu, niti malo. In se mi zdi, zaradi tega tudi malo bolj objektivno gledajo na vse zadeve in tudi, če so videli, da nekako padam v neko, ne vem, v neko luknjo ali pa da me kaj preveč zamajali, so me že pred tem malo hej, it's not that serious, pa tudi sama sem po naravi taka, da ne jemljem stvari tako resno, oziroma sem dosti verjamem v to, da če je nekaj namenjen zame, me bo že najdel in da tudi z namenom, stvari, ki jih nisem dobila. Tako da ja, se mi zdi, da mogoče bo glih to, da sem bila toliko mlada, pa še naivna, da sem zaradi tega lažje neke stvari, kakor nekako prebrodila. Ja, prebrodila, ja. Ampak vseeno me zanima, kako je, ko te pri 20 pokliče Blaž Švab in ponudi vodenje. Na koncu, če nazaj pogledamo, ene najbolj gledanih oddaj na slovenskih televizijah, ne. Da ne govorimo o ogledih na YouTubu, ki so 10 milijonski in več. Je iskreno prospomnim se, takrat sem dobila ta DM na Instagramu, da se dela nova oddaja, če me lahko Blaž pokliče in sem se rekla, ne vem, ki so mene najdel, ne vem, če sem jaz za to, ampak ajde, da bomo probali. In pa res bila sem za kuhinjsko mizo eno nedeljo zvečer, smo se poklicali, mi je on rekel, naj pošljem posnetke, jaz sem si takrat rekla, ok, to bo samo še en izmed teh self-tapov, ki jih vedno pošljaš na castingih, pa v večini primerov ne slišiš nič nazaj. Pa me res pokliče nazaj, pa reče, da je še enega, pa še drugega, pa sem, tako se je mal pa pomal dogajalo, da sem bila tako, ok, pa je bila že audicija v resničnem življenju, sem bila tako, ok, to bo zdaj že mogoče malo bolj resno,
In pa je bilo pa tudi par dni po audiciji, pa enoč mi bi to kar že, ne vem, naslednji teden imeli promo fotkanje, pa čez 2 tedna začel. Tako da zares je bilo sploh, po mojem, toliko se je hitro odvil, ta zadnji pol finiš, ne, da sploh nisem imela zares občutka, po mojem, da bi se usedla, pa se dejansko zavedla, kaj se dogaja. Pa sem pa kar naenkrat bili na, ne vem, 4., 5. sezoni in sem bila tako, In vsi so vedeli, kdo je Melanie, ne? Kdaj te je to presekalo? Wow, na nacionalni televiziji vodim oddaje, kot je Petek zvečer, Rema, sporočaš glasove celi Evropi, ne? To so eni taki mejniki za nekoga, ki dela v medijih. Ja, po mojem tako, ker so se prve te neke naslovnice začela, pa kaj tazga, sem bila tako, okej, ampak zares nikoli še zdaj ne razmišljam, jaz zdaj tako čez dan o tem, so tako, jaz sem pa bila, jaz pa na televiziji dela, pač tako, služba ke služba, ne, res ne gledam na to tako, se mi zdi, ampak ja, ne vem, gledaj, po mojem, takrat, ko so k moji babi začeli sosedi hoditi v Prekmurje, pa so rekli, še je bila pa na televiziji. Pa si kdaj dobila občutek, da pa komu ni prav, da tako mlada, neizkušena voditeljica prije na nacionalko in kar prevzame vodenje, ne prime time oddaje? Je bilo kdaj kaj očitkov, mogoče kakšnih tudi kolegic, konkurence? Ja, direktno mene ne, zagotovo, mislim, sem prepričana, da je se mi zdi na kjeremkoli področju, pride kdaj kdo nov, mlad, manj izkušenj, se pač lahko so starejši kolegi malo, ko jim ni čist prav, ne, zakaj jaz tukaj delam zdaj že toliko časa in potem gre to nekomu drugemu, ampak jaz sem tako še zmeraj mnenja, da pač je za vse prostor tukaj in to, kar sem že prej rekla, če je nekaj namenjen zate, te bo našel, ampak jaz je bilo, sem to tudi zares ni moj problem. Kaj pa so bili mogoče kakšni ti dobri napotki, ki si jih dobila od bolj izkušenih voditeljskih mačkov in medijskih ljudi? Ja, drugače moram reči, da overall, če gledam, sem res bila zelo lepo sprejeta iz strani skoraj do vseh kolegov, so mi vsi res, če sem rabila pomoč, ful lepo priskočili, če sem rabila nasvete, res ogromno, mogoče tudi zaradi tega mi je to bilo lažje jadrati čez to, ker sem imela ful fajn ljudi okrog sebe, tudi te scene. Ampak ja, čist, v bistvu preden smo začeli oddajo, sem šla takrat 2-krat k Miši Molk. Takrat sem bila mogoče tako, Aha, si imela ta občutek. Zdaj gre za res. Ja. Miša Molk mi daje nasvete za ja, ampak je bila res skoraj, se mi zdi ena taka materinska figura v temu svetu, no, vedno mi je tako lepo, po prvih oddajah me je celo 1-2-krat poklicala, rekla, sem pogledala, veš, to je super, to bi mogoče lahko je tako, res je bila zelo, tako to mi je veliko pomenilo, ampak pa tudi od Blaža sem se pa itak naučila eno goro tono znanja, ne, ker on je pa tudi en tak vir informacij, fontana, da samo srkaš lahko. Tako da mislim, res sem imela lepo izkušnjo, no, moram reči, kljub vsem, ne vem, so bili te, ki so bili fajn, toliko glasni, da v njih sploh nisem slišala. Kdaj pogrešaš ta druženja v studiu na nacionalki? Ti je žal, da je ta oddaja se končala? Ja, v bistvu to najbolj pogrešam. No, vsakeč, ko se z ekipo vidimo kje, ali z bandom, včeraj sem bila pri Blažu zvečer na pijači, tako da nekaj še kaj vidim. Ampak vsakeč, ko se vidimo, si rečemo, smo to pogrešamo, ja. Ker dejansko smo bili mi tam, ne, dobro, oddaja se snima na neke 3 ure recimo, ampak mi smo bili tam cel dan, ker so betonske vaje in to smo se res ogromen predružili, ogromno smo se, mislim, res smo se zabavili, res smo se imeli fajn, v garderobah je vedno pestro, tako da ja, to po moje največ od tega še pogrešam. Menila si, bila si pri Blažu, se pripravlja kakšni novi projekti ali je bilo zgolj prijateljsko? Samo prijateljsko, privatno. Sam prijatelja. Ja, sam prijatelja. Zdaj me pa zanima, ja, ta drugi pol tvoje pa igralstvo, ne, to pa ne skrivaš, da si želiš še kar veliko narediti na tem področju. Tudi tukaj si imela, ne vem, srečo, dobro priložnost, zaigrala si v eni najbolj gledanih serij Skrito v raju, množice so drle v nakupovalne centre. Kakšni so bili to občutki? Ne? To si sploh ne moreš predstavljati, da je v Sloveniji taka euforija po predvajanju ene serije. Ja, noro. Mislim, da smo se tako vsi pogovarjali, se mi zdi, da smo se kar malo disasociirali, ne vem, tiste 2 ure ali pa 3 ure, ker se ti zdi tako to, ne vem, če to lahko možgani sploh zares ponotranjajo, kaj se dogaja. Pa tudi mislim, da je bolj škoda, da te zadeve ne stopijo v glavo, no, samo ugotovila sem, da
vsaka čast vsem v Hollywoodu, da lahko tako živijo. Ampak ja, mislim, ta projekt je bil tak že, če noben ga ne bi gledal, tudi če ga noben ne bi gledal, to, da smo mi dve poletji bili na morju, snemali te zadeve, se družili, tudi konec koncev v studiu smo se imeli fajn, ampak res sama ta izkušnja delanja tega projekta, mislim, snemanja te serije, je bila tako fajn, da tudi če bi to samo mi na koncu gledali, bi bilo full over, ampak to, da so ljudje toliko za svoje vzeli, pa res noben od nas si ni mogel tega predstavljati, no, in je to res tako, po mojem bomo zavedno vsakič, ko se bomo videli, wow, kaj pa je bilo to? Kako pa je ta izkušnja? Vedno me je zanimalo, to je že kar vnaprej posneto. Ne? Potem pa, ko pride do predvajanja, ti že malo pozabiš, ne? Da si v bistvu delal ta projekt. Imaš to v pogodbi, da ne govoriš o projektu, nikoli niste nič objavljali z lokacije, takrat, ko ste dejansko snemali. Kako je s tem? Ta časovni zamik in skrivanje projekta? Ja, dejansko tukaj je v bistvu, mislim, da minil 2 leti od recimo tega, ko smo mi snemali prvo sezono, pa potem, ko se je predvajala in potem tudi 2 leti od druge sezone, torej kar veliko časa in dejansko mi smo že takrat objavljali te stvari na story, zdaj nismo objavljali scenarijev, imena likov, tako naprej, ampak neke lokacije, mi skupaj tam na morju smo valjda ne objavljali, smo bili vseeno kar nekaj časa dol. Ampak takrat itak ljudje niso še vedeli, zakaj se gre in toliko časa prej je bilo večina sledilcev, niti ni bilo pozornih na to še, ali pa sploh ni nas poznali še, no. Tako da je bilo pol, moram priznati, res kar smešno se gledati ko sebe, pa tudi ti si mentalno čisto na enem drugem mestu, kakor si bil 2 leti nazaj in je res kar smešno se gledati tako iz preteklosti. Ampak ja, je bilo pa tudi fajn, ker ti dejansko, ko ti snemaš, ti dobivaš samo svoje scenarije. Ne? Ti veš, kaj se s tabo dogaja. Jaz nisem vedela, kaj se dogaja z drugimi liki in pol dejansko, ko sem gledala, je bilo, kada prvič gledam tako, kot vsi gledalci, ne? Ker tudi nisem vedela, kaj se zares zgodi in kako se konča. Tako da tudi, če bi hotela komu razkriti, kaj se zgodi, ne bi mogla, ker ne vem. Aha, nisi. Ja, ker nisem vedela. Ampak verjetno tudi po pogodbi ne smeš razkriti. Tako je, to itak. Ampak ful je pa smešno, kad smo bili v maski in smo se malo pogovarjali, kaj pa ti kaj danes snemaš, ne? Pa polen reče, jaz sem pa zdaj z njim, pa to, čakaj, kako si ti z njim? Ne, on je umrl. Čakaj, kako je? Tako hiter se mi zdi, padaš ven iz tega lupa, no, kaj se dogaja in pol je ful zabavno gledati, da dejansko vidiš, kako celota zgleda. Zdaj, ti si naturščak, nisi šolana igralka. Kako so te mogoče stari prekljeni mački ne sprejeli vas mlade nadobudne igralke? So vam dali kakšne nasvete? Je bilo kaj te vzvišenosti, če so to šolani igralci? Kako je ta komunikacija potekala? Odlični so bili, res ne morem jih prehvaliti. Na tem projektu so bili res od prvega do zadnjega. V bistvu smo pred tem že imeli nas je Aleš Valič, smo imeli so neke igralske vaje z nekimi drugimi še pač mladimi, smo imeli kar neke delavnice. Tako da sem ga v bistvu tam spoznala in res ugotovila, da je, mislim, on je res legenda, čudovit človek, mislim, res same dobre besede, sami presežki. In tudi vsi ostali, res niti itak, sploh me je prvo noben je niti vprašal, ne, si iz akademije so vsi tako kar sklepali, da si. In pol na koncu itak, mislim, in to ne igra nobene vloge, no, tam njim, oni so samo pač videli to, kar smo mi igrali med sabo, to, kar sem mogoče kaj na monitorjih videli vmes, ampak dobila, mislim, ne dajo zdaj kar tako na svetov, če bi, brez da bi karkoli vprašal, kaj ti bom jaz zdaj povedal, ampak če sem pa rabila kakšen na svet, so li pa vsi res več kot odprti za to, da so ga dali. In tudi mladi, mislim, res je, to je tako, kot za petek zvečer, res sem imela srečo do zdaj, da so se vedno ekipe tako poklopile, da so, ne vem, včasih se to pač pri enih projektih zgodi, ker ne moreš opisati, sam pač funkcionirajo stvari in se mi zdi, da sta bila to oba taka projekta, kjer je samo pač funkcionirali in se je to potem preslikalo tudi naprej. Zdaj bi pa še malo se pogovorila o tem tretjem tvojem poklicu, ne, ta vplivništvo oziroma ta ustvarjanje na družabnih omrežjih. Zdaj si kar tak en brand slovenski, no, vidim, da hodiš po rdečih preprogah, ambasadorka za Armani Beauty, ne, to ni kar tako. Kakšen je pa ta del, ne vem, poklica, kaj to sploh je to hobi poklic? Kakšen del tvojega življenja je ta vplivništvo, no, če temu lahko tako rečeva? Mislim, dejansko, jaz bi rekla, da je to moj hobi, ker je tako,
lahko bi brez tega, je pa absolutno to, že vemo zdaj, da se s tem tudi lepo da zaslužiti za zraven, ne. Oziroma niti ne za zraven, lahko tudi kot glavni vir, ja, od tega živiš. Zdaj, meni to ni prioriteta, jaz pa še zmeram Instagram in družbena mreža jemljem zelo tako kot zabavo. Pač, če se jaz počutim, da hočem nekaj objaviti, bom objavila, če se mi, ne bom se pa nikoli zares silila. Hočem, da vse še zmeram ostane zelo tako light, zabavno in neobremenjujoče. Tako, sorry, od 5 sem pa konec, sem že govorila danes. Ja, potem se pa v bistvu se mi zdi nekako zgodijo neke te lepe zgodbe, kot so, ja, ne vem, Armani, Prada in tako naprej. Oni imajo pa zelo radi, sodelujejo z ljudmi, ki imajo neko vsebino, v smislu, zelo radi, sploh Armani ima recimo zelo radi igralce. Da ni samo vplivneš. Tako, ja, da imaš nekaj drugega in je to samo, ti samo potem na Instagramu v bistvu pokažeš ljudem to, kar ti drugače delaš, ne. In so se ene take res lepe zgodbe začele in mi je to čast, da sem na neke take dogodke do zdaj bila povabljena, si nisem nikoli niti predstavljala, da bom tam, ne, in si tam dejansko so punce iz celega sveta, to so take, ki imajo pa ne vem koliko milijonov sledilcev, ki so res velike ribe v temu biznisu, pa jaz tam ena mala mene iz Slovenije, ampak jaz sem sam tam sedim in gledam in sem tako, wow, to je pa res kulsko, no, tako da to je en res fajn del tega hobija, službe, kakorkoli. Imaš tam ti te fan trenutke, ki jih imajo ljudje v Sloveniji do tebe, mogoče na teh rdečih preprogah? To, ampak pa se mi zdi, da še bolj vidiš, kako so tudi te največje zvezde, ne vem, od Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Sydney Sweeney, kdorkoli, da so tako normalni ljudje, ne vem, ti priješ, nazadnje sem pa zdaj v Italiji z Valentino Beauty, mi smo bili na nekem dogodku in pridem jaz na zajtrk, ne, jaz pridem pač tako na zajtrk, kar prideš ponavadi, ne vem, ker sem se zbudila, niti zob si že nisem umila, ne, pa tako pridem v jedilnico in tam sami nekje ni tam na desni zraven mene, za mizo sedi en modni influencer, ki ima, ne vem, 14 milijonov na TikToku, to me drug in sem si sam mislila, ok, bi se saj zobe umila, Melanie. Ampak potem pa tam res vidiš, da so to tako normalni ljudje, tisti, ki so najvišji nekako, imajo največ, ne vem, nekih sledilcev, fanov, kakorkoli so ponavadi najbolj normalni. In se mi zdi, da mi je še bolj nekako v moji glavi to razjasnilo, da je to res samo pač nek job, ki ga opravljaš in pač del tega je tudi to, da se ljudje potem prepoznajo. Je pa malo bolj na očeh javnosti, ne? Mečkam. Zdaj omenila si milijone sledilcev, tisoče sledilcev, 100 000. Je to mogoče ratala neka valuta generacije, z koliko ljudi te sledi? Ja, jaz mislim, da niti ne toliko recimo med vrstniki, med našo generacijo, ampak za neke znamke in tako naprej pa ja, zagotovo. Ja, za posel. Pa je zagotovo, mislim tudi pri igralstvu in v Sloveniji in v tujini je zdaj ni več samo to, kakšen si ti igralec, koga poznaš, kakorkoli, ampak je tudi to, kakšen imaš ti social media, to je se mi zdaj postal kot nek tak portfolio, ne, ki pač ga vsi lahko vidijo in tudi, mislim, ti moraš tudi, ko ne snemaš film, razmišljati tudi potem o promociji tega filma, ne, in seveda, da ti bo lažje, če je to nekdo, ki ima ful nekih zelo lojalnih fanov, kot nekdo, ki pač absolutno je zaprt do vseh medijskih zadev, ne. In je zagotovo to neka valuta. Zadnjič sta bila tukaj fanta iz Joker Out, pa sem rekla, da sta predstavnika generacije Z kot ti, ne, pa sta bila kar malo tako začudena, da se ne čutita, ne. Tudi oni se radi vračajo v te vinile in polaroide. Se ti čutiš predstavnica svoje generacije, generacije Z? Se poistovetiš s to generacijo? Bi rada kdaj raje pobegnila v preteklost, ko še ni bilo tako hektično vse skupaj? Tako bom rekla, se mi zdi, generacija Z res super generacija, se mi zdi, da smo zelo proaktivni, zelo pogumni, ni nas strah reči to, kar si mislimo. Mislim, da bo to mislim, da če se prav lotimo zadev, da je naša prihodnost še lepa. Je pa res, da se mi zdi, jaz sem bil na ta starejšemu delu Gen Z, ne,
Teh tam mlajših že ne razumem več to. Aha, že tukaj je ta preskok. Mogoče tudi zato, ker sem vedno nekako obkrožena z, se mi zdi, starejšimi ljudmi. Zelo malo imam dejansko stika z svojo generacijo, se mi zdi. Ampak ja, jaz mislim, da je super generacija, bi pa, se mi zdi, se imela ful dobro, če bi bila rojena recimo tako v 70-ih. Pa tako, da je bila Otroci cvetja. Ne? Ja, pa da je bila pol teenagerka v 80-ih. To se mi zdi, da mi je bilo tako. Pa se kot nekdo, ja, čigar glas je malo bolj javno izpostavljen, čutiš to odgovornost, da se po tebi zgledujejo mlade punce, fantje? Čutiš, da je to odgovornost, ja, da poveš tudi kakšno družbeno kritično stvar ali se raje držiš v ozadju? Zagotovo se čutim odgovorno, da stvari, ki jih objavljam, stvari, ki jih govorim, pridejo do sploh, zaradi tega, ker imam tako različno, se mi zdi starostno, imam res veliko teh zelo mladih, sploh zdaj odskrito vrajo naprej, se torej v osnovnih šolah je bilo to zelo popularno, ampak recimo na Instagram, ko sem rekla, ga imam raje bolj za neke light stvari, tudi kdaj se dotaknem kakšnih malo družbeno kritičnih ali pa kakorkoli tem, ampak ponovadi to raje prihranim za neke prostore, kjer je to bolj primerno. Se mi zdi, da ne vem dovolj o določenih stvarih, da bi jaz zdaj tukaj ljudem nekaj pametvala. A te še nikoli nekaj do te mere razjezilo, ja, da bi objavila? Me je že, ampak to je bolj izjema, kakor da bi zdaj bila prost neka na Instagramu aktivistka pa kakorkoli. Če se tako usedemo na kavo, pa imaš tvoje mnenje. Pa imam veliko mnenj. Kaj pa mogoče to poročanje o tebi, vseeno si ja, pač znana osebnost, te to kdaj razjezi, kakšni šokantni naslovi, kakšne laži, mogoče kakšna zavajanja, imaš s tem težave ali sploh ne bereš? Največkrat preberem, če mi recimo mami kaj pošlje, ali pa recimo, ne vem, tašča pa tast, kaj vidi taki. Ampak načeloma moram reči, da so zelo prijazni do mene, no. V večini komentarjev itak ne berem, ali pa če jih berem, jih vzamem malo za hec. Ja, za hec. So kdaj kakšni clickbait naslovi, ki sem tako, to ne bi rabilo biti tako, ker se mi zdi, da je dovolj drugih zanimivih in bolj pomembnih, predvsem informacij v tem svetu, kot ne vem, kaj sem jaz sedla za kosilo. Ampak razumem pa tudi, da je to del tega poklica in da tudi rumen tisk je vedno bil, vedno mora biti in pač to je stvar, ki jo sprejmeš in se mi zdi, koliko se pokvarjaš, no je pa pol na tepne. Potem tih komentarjev po članki pa raje ne bereš. Odvisno. Tam pa pride ven vaš človeški gnev, ne? To pa res, ja. Ampak ne, to se mi zdi, ko mora biti v ta pravem moodu, da grem prebrati, pa da sem... Me prime večkrat, da bi kaj nazaj odpisala, bolj tako v hecu, kakor zares. Ampak ne, pač to je, mislim, za računalnikom lahko vsak marsikaj napiše, ne pa uživa je pa druga zgodba, ampak živimo v živo, tako da. Kako pa si s tem, si mlada, lepa ženska, kako si s to vlogo ženske v tej družbi? Ne? Se zdi, da se ta lepota vedno bolj vidi, da se postavljajo v spredje, da lahko vsak pove, kar si misli, kar hoče, ta objektivizacija človeka, ne? Kako si s tem? Mislim, da je to itak debata, ki bi lahko v neskončnost govorila o njej, ampak jaz zavedam se, da je, kako izgledam, tudi velik del tega, zakaj, mislim, je določen del tega, zakaj delam to, kar delam. Ampak toliko malo svoje vrednosti dajem v to, kako izgledam, da se me, ali so to komplimenti, ali pa so to na drugi strani tega spektra, se me prav zares ne dotakne. Ne? Pa to zato, ker to je, mislim, to pa se res v današnji dobi, zato, ker pravijo, nisi grd, sam reven si, ne? Res se da pač absolutno vse kupiti. Kar je vsak iz dneva v dan bolj jasno. Absolutno, in 3/4 ljudi, ki jih spremljamo vsak dan v medijih, imajo veliko stvari kupljenih. Zaradi tega se mi zdi, da to po eni strani ful vrednosti dajemo, to po drugi strani pa se mi zdi, da glih zaradi tega, ker se vse da kupiti, izgublja na vrednosti in upam, da se bomo vrnili k temu
Avtentičnost. In to, da mislim, res pogrešam to, da recimo že na televiziji, da gledam filme pa karkoli in da ima vsak drugačen obraz. Ne vem, gledaš v 90-ih filme. Pa da je mimika, ne? Mimika, vsi imajo zobe svoje, malo tako nek personality, nos imajo nek svoj, tako res upam, da se bomo nazaj vrnili k pravim obrazom. Mislim, ne delo vsak, kar hoče, ampak tako. Kako pa si s tem iskanjem večje mladosti, ti si še zelo mlada, ampak imaš težave s tem, bi si privoščila te osvežitve, verjetno si se že kdaj sama sabo pogovorila o tem? Sem razmišljala veliko o tem, ampak meni se itak zdi staranje privilegij, absoluten privilegij. Meryl Streep mi je eden izmed, mislim, res ena izmed velikih vzornic, ki se zelo lepo naravno stara agent. Če se ful boljš počutiš glede sebe, če imaš malo botoksa v čelu, seveda, jaz ne bom rekla nikoli in reci nikoli, ampak ne vem, meni je moja mami najbolj čudovita na svetu, pa je čist naravna in si tudi jaz nekako želim to, oziroma ne planiram nobenih zaenkrat vsega. Če pa me kdaj prime, pa ne je. Zdaj počasi sva prišli k koncu tega pogovora, ampak ne morem mimo, da si ne bi dotaknila tvoje velike vzornice Taylor Swift. In sem se tako vprašala doma, kaj bi te še vprašala, ker te nisi, pa me zanima, če bi imela ti njo možnost intervjuvati, ne? Kaj bi jo vprašala? Kaj bi si jo res želiš vprašati, če bi se srečala z njo? Bi sploh lahko govorila, če bi se zelo. Ja, po mojem, mislim, da je ona tako normalno, saj ta njen plesalc, Slovenc, Jan Ravnik, ne, včasih smo skupaj plesali, torej se poznamo in takoj, ko sem izvedela, da on skupaj z njo dela, sem bila iz prve, oh my god, povej mi, kakšna je, res me zanima, kakšna je tako na 4 oči. In mi je tudi on potrdil, da dejansko kljub vsej fami okrog njej, kljub inštituciji, ki je, da je zelo prizemljena in zelo normalna za pogovarjati se z. In se mi tudi tako sem jo jaz dojela in se mi zdi, da dejansko bi se 2 dni nazaj sem rekla mojemu Marku tudi, ona se mi zdi taka, da če bi zadnji zdaj sedela v avtu, ko sem se nekam vozila, da bi se komot lahko celo pot z njo pogovarjal, pa ne bi imel občutka, da se pogovarjaš z nekom, ki je milijarder. Čeprav nimamo absolutno nič skupnega, nekako data občutek, da je relatable. In jaz mislim, da bi vprašala največ teh nekih tehničnih zadev, oziroma mene zanima čisto neke te vsakodnevne, recimo, ko je bila na turneji, pa nekako se je pripravila na turnejo, kaj je ona jedla pred nekaj, to je bil, ne vem, šov 3 ure pa pol dolg, ko je bila ona na odru v petkah plesala, pela vse vsak dan, pa še vmes potovala, ne. In me samo tako zanima, koliko ene fizične, psihične priprave je za tem in potem tudi regeneracije, ker to so neki taki napori, pač to je kot športniki, samo da moraš še zgledati tako, kar da je vse škatlice zelo v vizi, ne. Tako da ja, se mi zdi, da bi res neke te čistuno vsakdanje stvari vprašala, kako funkcionira ozadje tega stroja Taylor Swift. Ko bi odzavestila to, da si jo spoznala v živo, ne? Ja, to, no. Ampak se mi zdi, ona mi je tu zaradi tega meni taka inspiracija, tako, ok, njena muzika, sem odrasla z njo kakorkoli, ampak v smislu njenih delovnih navad. No, mislim, da noben drug na sceni trenutno nima že toliko časa, 20 let je že na sceni, vsako leto da nov album, res to so tak tempo, take neke delovne navade, odgovornost, ki jo ima redko kdo, no, in to ful občudujem, nekako to delovno etiko in iz tega vidika mi je inspiracija ziher. Kakšno vizijo imaš ti zase? Čez 10 let, ki te bomo gledali, kdaj planiraš tako za naprej, greš bolj s tokom življenja? Absolutno s tokom, ker če me 5 let nazaj to vprašala, sem bila na faksu in delala v eni trgovinci, tako da nimam pojma. Upam, da bom kaj igrala, upam, da bom še zmeram kaj v zvezi z radiom počela, s televizijo. Kakšne pevske vode te ne mikajo? Ne, to ne bom pa pustila, nekaj moram pustiti. Za naslednje generacije. Za naslednje generacije, ampak ja, da bom srečna, vesela in zdrava predvsem. Melanie, najlepša hvala, da si vzela čas za vse te iskrive pripovedi, zgodbe. Želim ti čim boljšo premiero, ne? In upam, da se še kdaj vidimo. Hvala enako. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.